Posnetek spolne zlorabe otroka je vsak posnetek, ki prikazuje spolno zlorabo izvršeno nad mladoletno osebo. Običajno je spolna zloraba prikazana na fotografijah oziroma videoposnetkih, lahko pa gre tudi za besedilni, zvočni ali kakšen drug prikaz. Problematika posnetkov spolnih zlorab otrok je v zgodovini človeštva prisotna že dolgo. Je pa res, da je do njenega razmaha prišlo šele z razvojem digitalne tehnologije. Digitalna tehnologija omogoča zelo enostavno produkcijo, prav tako zelo enostaven dostop do teh posnetkov in tudi distribucijo oziroma trgovanje z njimi. Vse to je rezultiralo v tem, da trg s posnetki spolnih zlorab otrok v zadnjem času eksponentno narašča. Posnetek, za katerega govorimo, da je kazniv, mora vsebovati dejansko upodobitev živega in pravega otroka, ki je mlajši, torej od 18 let, da gre za fokus posnetka na genitalije, torej intimni predel otroka, da gre za samo spolno zlorabo oziroma snemanje neke spolne zlorabe ali za posnetke, ki jih je lahko mladoletna oseba naredila zaradi lastnih potreb, pa jih je nekdo njej vzel ali jo prepričal, da te posnetke odda od sebe stran. Seveda je pa vsakršna obdelava teh posnetkov tudi kazniva, torej sama izdelava, posest, posredovanje, razširjanje, zbiranje za tretjo osebo, namerno dostopanje do teh vsebin na spletu, skratka, in tudi konec koncev izdaja identitete mladoletne osebe na teh posnetkih. Vse to je kaznivo. Pri samih posnetkih spolnega izkoriščanja otrok ali mladoletnih oseb lahko naletimo tudi na mejne primere, za katere ni povsem jasno, ali so popolnoma inkriminirani. Lahko bi govorili o 5-letnem dečku, ki je pozira v spodnjem perilu, ali 17-letno dekle v erotičnih pozah, o risankah imenovanih hentai ali pa anime, ki prikazujejo spolno zlorabo ali spolno aktivnost med animiranimi junaki med seboj, ki dajo videz mladoletnih oseb ali otrok, morda tako imenovane otroške pornografske lutke. Teh primerov je kar nekaj in vselej ni mogoče ugotoviti, ali so kaznive ali ne, ne glede na to, ali smo prepričani ali nismo prepričani, da gre za kaznivo posest takih gradiv. Priporočamo in predlagamo, da o tem obvestite policijo, kajti šele na podlagi okoliščin in preverjanj, kako so ti posnetki nastali ali kako jih nekdo poseduje, bo šele jasno razvidno, ali bo šlo lahko za kaznivo dejanje ali ne. Storilci spolnih zlorab nad otroki so lahko vsi tisti, ki so starejši od 14 let, kar se tiče kazenske odgovornosti po slovenski kazenski zakonodaji. Vsi tisti, ki torej spolno zlorabljajo otroke, z njimi spolno občujejo ali se jih neprimerno dotikajo, kot tudi vsi tisti, ki posedujejo, razširjajo, posredujejo, zbirajo
posnetke spolnih zlorab otrok. Seveda, takšna dejanja lahko storijo tudi tisti, ki so mlajši od 14 let, ki pa bodo, ne glede na kazensko neodgovornost, obravnavani v svetovalnih službah, centrih za socialno delo in tudi v zdravstvenih ustanovah, glede na posamičen primer. Pri tem vprašanju se pa pogostokrat mešata dva termina: kdo je pedofil in kdo je storilec spolnih zlorab. Pedofil je medicinski ali psihološki termin, ki označuje osebo s spolnimi preferencami do otrok, in pa storilec spolnih zlorab otrok pa je lahko vsakdo, vključno s pedofili, ki izvršijo spolno zlorabo otroka, če imajo le to priložnost. Najpogosteje se med motivi za ta dejanja navajajo zadovoljitev lastnih potreb, dobiček, torej za finančne namene, da izsiljujejo z njimi druge otroke po še več fotografij, več posnetkov, da normalizirajo stanje med dvema, ki imata spolne odnose, bodisi kot prikaz otroku, da to je nekaj povsem normalnega, običajnega, kar delata odrasel in otrok, kot tudi pri normalizaciji v smislu zmanjšanja bolečine pri otrocih na teh posnetkih, in pa seveda, da se lahko z njimi postavljajo pred svojimi somišljeniki v raznih temačnih okoljih interneta, torej v darknetu, na pedofilskih portalih, da lahko prikažejo svojo lastno pripadnost tej skupini. Te storilci gledajo na otroke kot objekt poželenja. Zato so pomembni trije zelo pomembni faktorji. Eden je dostopnost teh otrok, drugi ranljivost in tretji atraktivnost. Kot primer lahko navedemo zaključeno prostočasno dejavnost, ko mati zamuja po svojega otroka na tečaj. V vsem tem času, ko so že vsi odšli, deklica ostane sama z izvajalcem te prostočasne dejavnosti. Ta deklica je v tem trenutku, če ima izvajalec te dejavnosti takšne preference, dostopna, ranljiva in tudi atraktivna za tega potencialnega storilca. Seveda, ti storilci ne razmišljajo o tem, kakšno je tveganje pred samim dejanjem, med samim početjem spolne zlorabe, ampak šele potem, ko zaključijo, končajo svoje kaznivo dejanje zlorabe, začutijo lahko nevarnost, da bodo odkriti, presenečeni in da jim bo dokazano takšno kaznivo dejanje. Takrat so ti otroci zelo ogroženi. Namreč takrat študije kažejo, da so otroci podvrženi poškodbam in tudi smrtnim nezgodam. Če na spletu naletite na posnetke otrok, za katere menite, da bi lahko bili kaznivi, to prijavite na spletno oko ali na policijo. Prav tako vam svetujemo, da nemudoma prijavite, če sumite, da ima nekdo na svojih napravah naložene posnetke, ki bi lahko bili kaznivi. Če sumite na spolno zlorabo pri otroku, se poskušajte z njim o tem pogovoriti. Če otrok sam začne pogovor o tem, mu pustite odprt prostor in mu dovolite, da pove, kolikor zmore in na način, ki si ga je sam izbral. Če menite, da otrok pri premagovanju posledic, ki mu jih je pustila spolna zloraba, potrebuje psihosocialno oziroma strokovno pomoč, mu le to ponudite. V Sloveniji deluje veliko organizacij, ki se ukvarjajo s tovrstno pomočjo. Njihove kontakte najdete v priročniku e-zlorabe otrok in mladostnikov.